Ja, ta razstava, ki je naslovljena Brez naslova, je zadnji del nagrade Oho. Mislim, pa še v tem sklopu nagrade Oho, to je najna nagrada, da je postavila lahko razstavo tukaj. Zbrala so nekaj malih, novih del, med njimi je tudi Frnikola, delo, za katero sva dobila nagrado Oho. Ja, to razstavljeno Frnikolo sva najdla na Kraškem robu kot zapuščeni objekt. Se pravi, gre se za kroglico govnača, se pravi kroglico, katero skarabej vali, da pač si najde svojo partnerico in v bistvu se sparta na te kroglici, v katero pol samica odloži jajčeca in postane kroglica dom mladičkom in potem tudi hrana hkratna. Se pravi, gre se za v bistvu nekako, se pravi, krog, kroženje, se pravi, drek, kri, zemlja, tako. Življenje, ja, v osnovi. Ampak stvar je v tem, da ta kroglica se ni vrtela že takrat, ko sva jo midva našla. Še preden sva jo postavila v galerijo, je ona mirovala. Se pravi, niti te svoje mitološke funkcije, kjer predstavlja sonce, ni več upravljala. In je, mislim, ta kroglica je simbol. Bila že tisočletja preden sva jo midva postavila v galerijo. In ta simbol sonca, ki se ustavi, je simbol življenja, ki se ustavi, postane simbol smrti. In v beli, osvetljeni galeriji se nam zdi to nekako zelo zgovorno za to smrt življenja, v kateri pogojno rečeno bivamo, ki je svetla. Ta smrt življenja ni temna, ampak je svetla. Torej, simbol, ki je že bil simbol, sva vzela in razstavila v galeriji zato, da lahko midva zdaj z njemu, s tem simbolom manipulirala. Ampak v osnovi je pa ta ideja tega simbola, mrtvega simbola življenja, ni toliko pomembna, kot je sama formalni vidik tega dela, se pravi rjava proti beli, na belem stojalu, krogla proti kvadru, kontrast velikosti je v bistvu neko zelo estetsko delo, v ozadju katerega se pa ta umrli mit dogaja, recimo. Tukaj razstavljajo tudi razglednice, se pravi, gre se za razglednice, ki jih je Simon Mann pošiljal iz Amerike v Cerkno, iz New Yorka v Cerkno, ampak te razglednice nimajo te naslovne strani, se pravi, fotografijo nekega turističnega predela ali neke turistične atrakcije. Ja. In zapravo jaz dobim domov prazno razglednico, ki v bistvu tudi mene na nek način ne zadovolji, kot v smislu, da lahko pogledam to neko slikco, s katere, mislim, lokacijo, na kateri je on bil in je tako, pač ta praznina, manjko podatka, no, v bistvu. Ja, in v osnovi je spet pač lepota te bele praznine, tam, kjer sem sliko olupil iz razglednice, po drugi strani pa s tem, ker sem fotografijo olupil dol z razglednice, nisem podobo zbrisal, ampak sem jo zamenil. Na drugi strani razglednice vedno piše, kaj je na razglednici. In zdaj, če piše bela hiša ali karkoli, vemo, kaj je ta
bela podoba, je bela hiša. Se pravi, spet en spomenik, en močen simbol so na ta način prevzela in z njim spet manipulirala po svoje. To so ene razglednice, ki so na tej razstavi, so prazne na ta način, da ni podobe gor. Druge razglednice, ki so tukaj, so prazne pa zato, ker niso bile nikomor poslane, ker ni nič gor, razen podobe. Z tistih razglednic so se pa pozabavali tako, da smo naredili iz dvodimenzionalnih podob trodimenzionalne podobe, tako enostavno, da so jih prepognili. Kar je malo tudi kritika na obravnavo raznih pojmov, kot je recimo virtualna realnost, pa 3D podoba, pa tako, mislim, knjiga je bolj virtualna od tega, čemur danes rečemo virtualna realnost. In tudi 3D podoba, to, čemur danes rečemo 3D podoba, je lih toliko 3D podoba, kot renesančna slika, mislim, da je mogoče bolj prepričljiva, ampak še vse ni 3D. Ja, ponovadi jo celo gledamo na ekranu, ne? Ponovadi gledamo 3D podobe, ki je tak flat. Ja, najne razglednice pa so postale res 3D podobe. Ja. Po eni strani so dela majhna in pa delujejo precej prazno. Poskušava delati na te prisotnosti praznine. Hkrati pa niso samo dela taka, ampak je cel prostor zelo izpraznjen. Tako velike praznih sten, praznih kotov. Pri tem je en del razmišljanja šel v to, da bi nekako pomagala gledalcu zaseči eno distanco, da ne bi bil toliko udeleženec kot bolj gledalec. Zdaj, recimo, za primerjavo z gledališčem, v gledališču to ni problem. Imaš oder in imaš tribuno. V galeriji se ta dva prostora prekrivata in zato sva s tem praznim prostorom nekako probala ustvariti prostor za človeka. Majhnost del je zaradi tega, da se v nasprotju s to majhnostjo izpostavi velikost sveta, torej sveta umetnosti galerije, v katerem so dela razstavljena, da je s tem tudi galerija razstavljena. Po drugi strani pa ta majhna dela ustvarjajo iluzijo, da nosijo neke velike vsebine, kar deluje malo absurdno, kot na primer klovn s prevelikimi čevlji. Zdaj, celotna razstava pač ima naslov, ta brez naslova je napisan z veliko. Tako da še vedno ta igra z naslovi se je še vedno poslužuje. Tam je ena slika, tista črno, mislim rdeče-bela, ki so jo naslovila Vida tot. Kao človeško ime, po drugi strani pa Vida življenje, tot smrt. Tako da nekako ta igra še vedno obstaja. Ja, mislim, mogoče zdaj lih na tej razstavi tega ni toliko, ampak še vedno naslov je, ponavadi je to zelo važna reč. Ja. In če ga pač ni, ene stvari so pač brez naslova z malo, ene so pa pač brez naslova z veliko. Še vedno v ateljeju nastajajo ene slike, ki delujejo malo bolj organsko kot te. Ampak ja, mislim, tu pri tej razstavi še posebej, sva se potrudila narediti neko spremembo tudi in vsebinsko in estetsko, ki jo sicer ne znava opisati, ampak mislim, da je uspelo. In je mogoče bolj na tem, da so tudi razglednice noter, da so mogoče nekatera dela bolj konceptualna, manj estetska, nekatera, ne vem, zakaj se je to zgodilo,
ne vem, zakaj se je to zgodilo. Entropija, mogoče, ne vem. Ja, tokrat se je pač zgodilo tako, da so skupine med sabo si podobnih stvari, no, kar ponavadi nekako iščejo, mislim, postavljajo skupaj stvari, ki so si nekako kontrastne ali pa drugačne enem od druge. Tle sva nekako šla lih kontra, da sva postavila stvari skupaj, ki so si podobne. Ponavadi ta nek rebus brez rešitev, ki ga gradiva, ponavadi gradiva tako, da če je eno delo, ki mogoče malo preveč namiguje na eno konkretno vsebino, poleg njega postavlja eno delo, ki je izrazito abstraktno, brez res kakšne konkretne vsebine, zato da lih ta tok misli podreva. To je v bistvu ena igra, ki se jo greva z jezikom, ker verjameva, da pač je jezik tisti okvir, v katerega smo ujeti in je večinoma postavljen od zgoraj navzdol. In če hočemo temu jeziku ubežati, ne moremo, samo razširimo njegove okvirje. To je pa način, midva pa poskušava se pač s tem spopasti tako, da ne da jeziku ubeživa, ampak se z njim poigrava, manipulirava z njim.